Program za izboljšanje partnerske zveze temelji na potrebi po dovolj visoki čustveni zrelosti obeh partnerjev v zvezi, da lahko zvezo postopoma dvigujeta v višjo sintropijo, se pravi v višjo urejenost, višjo povezanost in višjo sposobnost, da lahko medsebojno izmenjujeta močnejša čustva. Čustvena zrelost po Eichel metodi pomeni ali določa, kako močno čustvo ali čustva lahko oseba sprejme ali izrazi, pa da ve, kaj dela in da lahko se zaveda tega, kakšen vpliv ima poslano ali sprejeto čustvo na tistega, ki ga daje ali tistega, ki ga sprejema, in da lahko kljub določeni ravni čustev čuti in se zaveda, kaj se dogaja v njem ali z njim kot celoto. V partnerski zvezi je sposobnost, da močno čustvo naredimo, ga primerno izrazimo ali ga pa sprejmemo od partnerja, izjemno pomembno, saj omogoča, da se ta zveza s časom krepi in izboljšuje, ne pa da zveza s časom slabi, se razgrajuje in na koncu seveda tako ali drugače propade. Splošno prepričanje pri ljudeh je, da je ljubezenska ali pa partnerska zveza najboljša na začetku, potem pa z leti neminovno slabi ali propada, pač tako kot vse, na kar vpliva čas. Seveda je pa pri partnerski zvezi, če je pri obeh partnerjih primerno razvit čustven odnos do samega sebe in s tem tudi eden do drugega, možno z vedno bolj visokim razumevanjem, medsebojnim poznavanjem, sprejemanjem in spoštovanjem doseči vedno višjo urejenost, višjo čustveno stanje in sposobnost, da tako pozitivna kot negativna čustva, tako sintropična kot entropična, agresivna čustva uporabimo na način, da dosežemo boljši medsebojni odnos, višjo raven spoštovanja, višjo raven odgovornosti in s tem tudi bistveno višjo raven zaupanja in s tem višjo trdnost partnerske zveze. Program je namenjen tako parom, ki so že v partnerski zvezi, kot tudi tistim, ki imate težavo pri vzpostavitvi partnerske zveze ali pa ohranitvi, ker se vam vedno znova ponovi določen neprijeten odnos ali več njih, ki dolgoročno povzročijo, da zveza ne obstane in da jo iz takšnih ali drugačnih razlogov ena od strani v partnerskem odnosu prekine. Razlaga, na kakšen način delujejo odnosi med partnerjema, kako odnosi med partnerjema, pod kakšnim vplivom so partnerski odnosi strani preteklosti, strani oblike partnerskega odnosa staršev vsakega od partnerjev, kako se skozi tradicijo iz ene v drugo generacijo prenašajo tako pozitivni kot negativni vzorci partnerske zveze, omogočajo ali pa bojo omogočali udeležencem bolj jasno razumeti, da vse, kar se dogaja v partnerski zvezi, ni slučajno in da so zakoni, tako fizikalni kot ostali, ki vplivajo na vedenje človeka, pač takšni, da ne puščajo določenih napak, in če napake ponavljamo, ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne, nam to ni odpuščeno in da zaradi tega vedno znova plačamo kazen, če tudi se jo ne zavedamo, da je kot kazen. Veliko poudarka bo tudi na določanju razlik med uporabo, izrabo in zlorabo, ker ravno zaradi neprimerne čustvene zrelosti in neprimerne sposobnosti, da čutimo, kaj se dogaja
v partnerskem odnosu na realen način tako dogajati, da vidimo dogajanje tako, kot je v resnici, nam preprečuje, da bi lahko opazili, kdaj odnos iz uporabe gre v izrabo ali zlorabo, in ker tega ne opazimo pravočasno, se potem v tej vlogi izrabe ali zlorabe počutimo vedno bolj nemočno. To pa aktivira sovraštvo in sovraštvu podobna stanja, ki pa jasno negativno vplivajo na stabilnost in odpornost zveze, ki potem postaja vedno bolj krhka. Hkrati pa otroci, ki so v tej zvezi med partnerjema nastali, počutijo vedno večjo potrebo, da poskusijo to zvezo reševati na način, da poskušajo skrbeti za čustvene odnose med staršema ali v določenem staršu, kar pa seveda vodi do vedno močnejših travm, ki jih otroci doživljajo in se jih ne zavedajo, kar pa seveda povzroča na njih bistveno ali pa veliko premočno negativno škodo ali posledice. Vaje, ki bodo del programa, bodo bile usmerjene v to, da povečamo sposobnost čutenja lastnega telesa, sploh tega, kar se dogaja v naši, recimo tem, globlji notranjosti, da bolj čutimo svojo intuicijo, da bolj čutimo, kako smo, ali nam je nekaj prav, ali nam ni prav, ali je nekaj prav, ali je nekaj narobe, ali nekaj prehitro, pravočasno ali prepozno. In jasno, z višjim čutenjem teh stvari lažje določamo, zakaj se v partnerskem odnosu dogajajo neželjene reakcije, zakaj prihaja do neželjenih odnosov, do odnosov, ki dolgoročno partnerski odnos spodkopavajo in ga krhajo, pogosto v tako močno razrahljano strukturo, da je več ni mogoče rešiti. Tako da je program priporočljiv za vse tiste, ki želijo imeti vedno boljši, dolgoročen, trajen partnerski odnos z osebo, ki jim pomeni dovolj, da bi radi z njo bili.